Dragi moji, en lep pozdrav v Soul Room Show. Veseli me, da se spet srečamo, da smo skupaj in da se lahko dotikamo tem, ki jih od znotraj v sebi v globini čutimo, ampak o njih redko kdaj spregovorimo. Danes bi se dotaknila teh naših globin, kaj se v nas dogaja. A ste kdaj razmišljali, kako izgleda ta naša globina, naša podzavest? Kaj se v njej dogaja? In koliko teh usedlin in vsebin dejansko vpliva na naše počutje, na naše življenje, na naše odločitve in tudi na to, kako gledamo na sebe in svet. Kaj se zgodi v nas, ko je naenkrat ta podzavest polna, ko se ta prostor, ki bi ga lahko imenovala ene vrste skladišče, napolne? Kaj se takrat z nami zgodi, ko ne moremo več tega skozi hraniti, kot so na primer vtisi, čustva, vsebine, ki nas nekako dotikajo, kot so odnosi recimo, ki nam niso všeč, kjer se nam neke stvari dogajajo, kjer so težke. Kaj se zgodi, ko je to enkrat poln? Ali lahko verjamete, da mi takrat se začnemo seliti iz samega sebe? In da ne moramo biti v tej, če rečem, hiši skupaj z vsemi našimi z vso ropotarnico, z vso navlako dejansko. In zato mi počasi začenjamo se umikati, ker biti v stiku s temi vsedlinami in vsebinami je v resnici boleče. In zato postanemo lahko odsotni, odmaknjeni. In ko se odmikamo stran od sebe, izgubljamo povezavo. In zato postajamo pesimistični, apatični, skratka bolj nekako črnogledi. Kajti bolj smo izven sebe. Manj imamo stika s sabo in bolj zapademo v nek prazen prostor, ki ga ne znamo definirati, kaj točno pomeni, ampak se v njem dobro ne počutimo. Ker najboljše se počutimo, če smo mi noter v pospravljeni hiši. In če smo v središču sebe, v središču svojega srca, smo v miru, smo v ljubezni in je vse prav. Ampak to je tako redko. Ker to stanje moramo doseči. Drugače pa čutimo sem pa tja. In dosežemo ga lahko tako, da naredimo prostor, da mogočna prisotnost lahko vstopi. Ker prisotnost vsemogočne univerzalne energije ne gre tam, kjer je že nekaj noter, kjer so že, če rečemo, tudi programi, kjer so neki vzorci, ki niso v naše dobrobit in ki nam delajo v resnici samo gužvo v naši globini. To se pravi, mi rabimo to spraviti ven iz sebe in čim bolj dati ven naboje, ki smo jih trpali dobesedno noter. Ker večina od nas, lahko rečem večina, ne vemo, kaj s temi čustvi, kam dati ta čustva. Kaj narediti, če se nam pojavi neka užaljenost, neka prizadetost, če čutimo, da smo jezni, če čutimo, da smo razočarani, če čutimo, da se z nečim ne strinjamo. Kaj s tem narediti? Ste se kdaj vprašali? Zdaj, če to ponavadi izrazimo na tak način, da s tem prizadanemo in ranjujemo. Ker če se te čustva nanašajo na kogarkoli izven nas in ponavadi se to na kakšnega najbližjega, takrat, ko mi to izražamo v teh čustvih, delamo samo škodo. Nobene koristi ni, če ta čustva izražamo. In če izražamo v afektu, pustijo ta čustva izjemno velik vtisov. Včasih lahko rečem, da tudi nepopravljivo škodo.
Ker beseda, obarvana s to čustveno nabitostjo, je tako kot nož in zareže. In čeprav mi mogoče tega takrat ne mislimo, tako kar pride pol iz nas, čeprav niti v resnici nočemo nobenega prizadeti in nam je težko, če bi to naredili, ampak točno to naredimo, ker naš čustveni naboj, ki je usmerjen proti človeku, za katerega mogoče ocenimo, da je on vzrok teh čustev, da je on tisti, ki nas je v ta čustva spravil, pomeni, da mi absolutno onemogočimo možnost, da se karkoli v tem odnosu spremeni. Ker ta čustva, ko jim nikam ne obležijo na drugemu človeku in ta, ki je dobil ta plast te čustvene vsebine in nekih očitkov, ki vedno pridejo preko tega, ali pa obsodb, je kot en tak oblak, ki človeka dobesedno zaduši. In ko je človek enkrat zadušen od teh čustev ali od teh, bom rekla, nabojev, on se ni sposoben več spremeniti. Ne zmore. In zato je to izražanje skozi čustvo, čez to čustveno nabitost tako, da ga je potrebno dati v nekem pomenu v preobrazbo. Zdaj, če tega ne povemo, če ne izrazimo, to, kar nas nekaj boli, prizadene, karkoli, nas to gre v nas. Če pa mi to povemo in smo to ven vrgli, to, kar nas tišči, pa tudi nismo nič dobrega naredili. Ponovadi ta, ki je bil deležen tega našega izbruha, od tega samo beži stran. Ker se v takih čustvenih izbruhih ne da najdeti prav čisto nobene zdrave komunikacije. Ker ko pride do tega, da smo brzostrelka in da to sipamo okoli sebe, ali na otroke, ali na partnerja, ali na kogarkoli, mi samo puščamo za sabo sled ene take negativne energije. In iz te negativne energije se noben ne izkoplje zlahka. Zato izražanje teh naših negativnih čustev ni priporočljivo. Ni koristno, ne za nas, ki smo v tem, niti za nobenega drugega. Zaradi tega delamo torej samo škodo samemu sebi in drugim. Ampak če so ta čustva, če jih mi dejansko doživljamo, kaj zdaj z njimi narediti? Da, v primeru, da če jih ne bomo več dol tiščali, ker ni dobro. In če jih ne bomo povedali, kaj zdaj z njimi? No, to je pa ta pot, ki je pot modrosti, da se začenjamo zavedati odgovornosti, kaj pustijo ta naša stanja čustvena ali pa kaj nekako dosežejo v odnosu do sebe, do okolice in začnemo ta čustva preobražati. In to je najboljši način. Ni lahek, ni enostaven. Zato, ker če se jaz znajdem v afektu, se mi zdi, da takrat jaz moram to povedati, kar mislim, da moram. Ampak ravno zaradi tega, ker jaz mislim, da moram in ob tistem seveda nisem mirna ponavadi in ne moram držati tega, kar me vznemirja v sebi, pride do tega, da čist nič se ne izboljša v našem življenju, ampak se samo slabša. In zato je dobro, da vemo, da je spoštovanje tisto, kar nam lahko pomaga. Kaj to pomeni? Spoštovanje do sebe in do drugega. Prva stvar, da bomo dosegli to spoštovanje, je, da dajemo zelo pod drobnogled ta svoja občutja, ki jih imamo. Da ne preslikavamo v odnose teh naših, če temu rečem, da ta stanja ne interpretiramo v smislu, imam tako počutje, imam tako stanje zaradi tega, ker je ta pa ta oseba do mene taka pa taka, ker se ona do mene tako pa tako obnaša in podobno. Lahko to vse drži. Ampak odgovornost in hkrati tisto, kar pripelje do spoštovanja,
je pa to, da začnemo zmanjševati moč tem nabojem. Kar pomeni, da v to spoštovanje sodi tudi ljubezen do sebe. Ker če jaz kuham, če se meni dogaja kakršnemkoli čustvu ali ljubosumju, užaljenosti, karkoli, meni cel telo boli. Jaz sem v stresu. In a je to res potrebno? Da začnem v bistvu dajati to možnost, da sem se odzvala v tem čustvu na podlagi nečesa, kar je bilo v preteklosti, neka slaba izkušnja, ali glede tega, ali pa recimo strahu, ali pa neke že prej nastale prizadetosti. Če začnemo to dajati kot opcijo, da to se pravi, da vsi ti izbruhi nastajajo iz te naše podzavesti, ker so že določeni nastavki, da se to dogaja. Potem mogoče ne bomo toliko živo doživljali tega, kar je zunaj in kar bi mi takoj se odzvali. Ali pa, dobro, ne lih takoj, mogoče se kdaj tudi dolg časa ne pa pol enkrat izbruhnem, ampak da damo možnost, da čisto z drugimi načini, pogledi, pristopi lahko to drugače naredimo. Da menjamo poglede, da spreminjamo v smislu dobesedno vzorce sprot. Ampak seveda vzorce moramo tudi poznati. Če smo mi imeli vzorec, da smo bili zavrženi kot otroci, je ta vzorec z nami povsod. In največkrat seveda je tam, kjer bi si to najmanj želeli. Tam, kjer imamo možnost mogoče, da smo v enem odnosu, možnost v smislu, da smo v dobrem odnosu, ampak nas je skozi strah, da bomo ta odnos izgubili. Ker je vzorec zavrženosti v zadnji. Ali pa nesprejetosti. Se pravi, mi nismo sproščeni, zato ker nosimo prtljago preteklosti. In zato iz te prtljage nastajajo te odzivi, reakcije in zato vse to prenesemo v tiste osebe, s katerimi smo si najbližji in v bistvu non-stop doživljamo neke stvari, ki so v nas zapisane. In smiselno je, da se iz tega vsakodnevnega opazovanja samega sebe učimo, na kaj se odzivamo. Kaj je tisto, kar nam po domače potegne živec ven? A so to otroci, ki divjajo, a je to nekaj drugega? In da probamo to globino, kar pravim, da so te podzavestni vzorci, prepričanja, hkrati pa tudi cel kup zapisov, ki jih nosimo s sabo iz prejšnjih življenj, da probamo nekako to blago spuščati sebe, ne z agresijo, ne z tistim besom, ki ga lahko doživimo tudi ob kakšnih situacijah, ampak tako nežno. Zato, ker mi rabimo, če se počutimo iz ene preteklosti, pa mogoče iz tega življenja neljubljeni, mi rabimo ogromno ljubezni. In tukaj si jo lahko damo, ko zaznamo, da smo odzivni, ko zaznamo, da nas nekaj res iznervira, ko se pač ta čustva, ki nam niso všeč, ampak se pojavijo. Takrat se spomnimo, tukaj v meni je nekaj, kar me boli že dolg časa. In mi v takih okoliščinah se to pojavi. In ker ne vem, kaj me boli, ne vem, kaj je not v meni zapisan, ne se v to usmeram in ne dam ljubezen temu delu sebe. Ker največkrat se odzivamo, ker se počutimo, da nismo dobri, da nismo ljubljeni, da nismo sprejeti, da nismo nekako videni, opaženi, da niso nam drugi hvaležni za to, kar naredimo za njih, ali da drugi nekako dajo pozornost drugim, ne pa nam. In ker je tega res veliko, in ker se res kosto dogaja in še od različnih, na to vplivajo še tipi duše in še marsikaj, ne? Je res težko dejansko živeti v enem miru, če nas skozi neki draž, skozi neki ven prihaja. In ker je zdaj čas takšen, kot je, so se ti vplivi, o katerih veliko kar z vami govorim, usmerili na te naše travmatske zgodbe. To pomeni, zunanji vplivi
ki so razne tehnologije, da vam ne razlagam to podrobno. Namenski vplivi se osredotočajo na to, da izvabljajo iz nas čim bolj močne odzive. To je tako, kot da nas bi neki tam na globoki podzavesti dražili, da smo mi živčni, nervozni, da se ne moremo povezati, da nismo v miru, ampak da skozi neki tuhtamo, da se skozi nečem ukvarjamo, da skozi delamo neke primerjave, skozi neki tehtamo, skozi neki, skratka, naš mora delovati. In dobro je pomisliti, da to ne bi bilo potrebno, ampak da smo mogoče v neke vrste računalniški igrci, kjer delajo z nami poskuse. Kako se bomo odzvali, če nas bodo na določenih delih našega bitja pritisnili s temi frekvencami, nas dobesedno mučili. In v zadnjem času, ko opazujem ljudi, dragi moji, to ne gre za neko čiščenje, to ne gre za nekaj, kar se mora zdaj zgoditi, da gre ven iz vas, z nas. To je v veliki meri in to žal tako je. Je zato, ker se dejansko igrajo z nami in gledajo, do kje bomo zdržali. In to, kar bi naj bilo neko čiščenje in tako naprej, ni tako intenzivno, kot se zdaj v tem zadnjem obdobju dogaja mnogim ljudem, zato tudi danes o tem govorim. Zato je treba dati te odzive, te reakcije pod en vprašaj, a je to res treba? A ni mogoče, nisem jaz slučajno pod vplivom nečesa, kar ne razumem, ampak se dogaja. Dajte to pomisliti. Ker v tem obdobju se intenzivno, ampak res bolj kot kdajkoli dogaja, da posebno pri ženskah to opažam, dobivajo kar tako splošno, kolektivno, ker tega res ogromno občutke, kako so zlorabljene, izkoriščene, zanemarjene, marsikaj, kar v bistvu sploh ni res. Ni utemeljeno. Ni to zato, ker bi bil partner zdaj tako in tako drugačen ali pa se tako pa tako vede, ampak je iz ene fantazije, ki nastajajo v možganih in jo potem izražamo v to, da iščemo, kje je zdaj to res in kje se to dogaja v tem največkrat v primeru s partnerjem. In dogaja se, da brez nekega tehtnega razloga se ženskam imam pač toliko in toliko primerov, da lahko to govorim o ženskah, ker je največ opažam to pri ženskah. Prav tist, ne zmorem več, ne zdržim več, zbežim stran od tega, kar jaz dajem možnost, da dejansko tudi je včasih ta tenzija toliko močna, da je to treba, ampak velikrat pa je vzrok čist druge, ki ga mi dejansko vidimo. Se pravi, da smo mi toliko sugestibilni, da se na nas da zelo, zelo vplivati in to je lahko, to sem že večkrat omenila, z raznimi slabimi nameni, ki verjemite, da jih je cel kup okrog vas in se ne spraševati, kaj sem komu naredil, da se zdaj nekdo meni maščuje, da mi dela črno magijo, da z mano manipulira. Ljudje so samo brez svoje zavesti in nekateri ne prenesejo, da je komorkoli lepo, ali ne komorkoli, mogoče vam, da vam nekaj laufa. Enostavno so bolni lahko od teh različnih primerjanj, tekmovalnosti, ljubosumja, nevoščljivosti. Tega je toliko, da si sploh ne morete misliti. In ljudje, ki so največkrat te, ki povzročajo ali na nek način naročajo magije, niso prepoznavni. Ni tako, da bi bili zelo transparentni. Dostikrat sploh ne. So kdaj, ne? Ampak ne vedno. Velikrat ne. In poleg tega, da v bistvu, če mi res intenzivno doživljamo nekaj, kar pride naenkrat in se začne stopnjevati, se treba vedno vprašati, odkje je ta vpliv. Ponavadi to ni vaše. Pa kakšen reče, ja, se mi je nabral, ja, se ti je nabral, sigurno. Ampak jaz v zadnjem času samo še mirim. Daj
najprej vse vplive stran, najprej imej razsodno glavo, potem pa deluj odločitve. Ker niso vedno odločitve pod to, oziroma nikoli niso odločitve pod nekimi intenzivnimi čustvi, niso ta prave. Jih je treba delati v miru, tudi če gre za nek razhod z nekom. Predvsem pa je dobro vedeti, da vse, karkoli se nam je že zgodilo, kdajkoli v življenju, je treba vzeti kot del sebe, svojega potovanja, kot izkušnjo, kot nekaj, s čimer smo dobili ali tudi moč svojo nazaj, ali pa smo jo mogoče v mestu izgubili. Ampak če pogledamo na to življenjsko pot na način, da je bila samo naše učenje, ne glede na to, koliko je bila težka, bomo moč dobili nazaj. Ker bomo gledali brez obsodbe, zakaj je bilo to tako, zakaj se mi je to pa to zgodilo. To ni dobro, nikoli, da se sprašujete. Ker če se skozi ponavlja v glavi nek isti vzorec in isto doživljamo, kot smo nekoč. Zato je fajn, da nehamo s preteklostjo, da probamo na to pogledati. Tako je bilo in tako je, zapremo ta cikl in gremo naprej. Zato se ni dobro tako vračati v preteklost in v bistvu stopati v neko zgodovino in iskati, kaj je bilo tam, zakaj je bilo to tam. Čim manj. Samo sproti se je pa fajn odzvati na naše podzavestne reakcije, odzive, izbruhe, karkoli, z eno mirnostjo in odpuščanjem samemu sebi in drugim seveda, ampak v smislu, da te ljudi, ki so zagotovo v vašem življenju in so tudi lahko z svojimi dejanji vas prizadeli, to je vse tako sigurno res, ampak da jih pogledamo s srcem in da rečemo, vem, da so neki vzroki, razlogi, ki jih jaz ne poznam, zakaj se je to vse dogaja. In zato te ne obsojam. In tudi, če smo do nekega trenutka bili v temu navalu tega besa in jeze do nekoga, ki je pač bil kakršenkoli že bil do nas, je fajn, da rečemo, sigurno so nekje globoko razlogi, da je to tako bilo. In s tem pomirimo samega sebe. Ker mi vsega res ne razumemo. Mnogih stvari ne razumemo. In nikoli ne boste razumeli, zakaj se dobrim ljudem dogajajo slabe stvari. Ne morete. Ker če poznate Boga od znotraj in veste, da ste mu predani, potem za vami zagotovo ni lahka pot. Ker vsi, ki so predani božanstvu, so na zelo zahtevnih preizkušnjah. Zelo. In grejo čez najbolj težke stvari, pa ne zato, ker bi jih nekdo hotel kaznovati, ampak zaradi tega, ker so to testi, preko katerih zrastemo, se nečesa ne samo naučimo, ampak dojamemo v praksi neke stvari in s tem postanemo bolj noter podobni temu, kar je zgoraj. To je neke vrste čiščenje, luščenje starih plasti. Našega karakterja, ki ni skladen s to višjo namero ali višjo voljo. Zato, dragi moji, verjamem, da se vam v tem zadnjem času še posebej dogajajo take zahtevne stvari, da ste v teh čustvenih vrtiljakih, da ne veste, kaj bi naredili, kam bi šli, kako bi se ne obrnili. Zato povežimo se danes v srcih, tako kot vas vedno povabim. In tako, kot da si podamo roke. In poskusite čutiti, da niste sami. In dovolite si čutiti to svojo ranljivost, tisto, kar ste do zdaj mogoče odrivali stran od sebe in dali res pod en predpražnik. Odprimo te predale
In naj te usedline, ki so se nabirale skozi življenje, grejo ven iz nas, pustimo, da grejo, naj se transformirajo v luči, naj gredo v osvobajanje te napetosti, naboji, strahovi, stiske, kar smo noter v te pedale nametali dobesedno. Naj se to sprosti, da bomo lahkotni, da bomo šli spet z novo energijo v dan, v prihodnost, v življenje rabimo staro energijo sprostiti, da si naberemo novo, moramo staro pospraviti, ker je nekoristna in neuporabna. Zato je toliko pomembno, da spuščamo, da se ne vračamo v preteklost, da ne ocenjujemo, zakaj je bilo nekaj tako in tako, ampak da samo rečemo, bilo je tako, vse je okej. To je zato, da pomirimo sebe od znotraj, ker enostavno je res, da toliko in toliko stvari nikoli ne bomo razumeli. Zato ne iskati odgovorov, zakaj se mi je to zgodilo, kako da se mi je to zgodilo, kaj sem slabega naredil, da se mi je to zgodilo, ker verjetno ni nič od tega, kar mislite, da je. Ampak je lahko vzrok. Čist samo en in edini, in to je, da ste vi tukaj noter z enega razloga, ki ga ne poznate, do zdaj živeli v enem takem suženjskem stanju. Suženjstvo pa v tem primeru pomeni zvezanost, zamrznenost, v strahovih, v stiskah, ker tam ste nesvobodni. In to so programi, ki so v nas iz določenih razlogov. Zato naj gre to ven iz vas, naj vstopi vas podpora, izvorna energija, ki gre lahko v te vaše globine, ki jih ne poznate, da se lahko zmehčate spet, da lahko spet najdete to svojo energijo, motiv, smisel življenja in da lahko naredite v življenju še stvari, ki se vam jih včasih zdaj, mogoče zaradi te nakopičenosti več ne da, ko imate vse manj nekako volje do česarkoli. Ker če to sprostite, dobite novo energijo in sveža energija ne gre v vas. Tisto, ki je pa nekoristno, kot karakteristika, kot narava, kot taka, ali v smislu nek program, ki ga nosite, nagnjenosti k določenim lastnostim, pa ne razpade. Zakaj bi bili nagnjeni k temu, da smo pikolovski, perfekcionistični? Zakaj bi se ukvarjali z malenkostmi? Zakaj bi dali pomembnost nepomembnim stvarem? Zakaj bi se sekirali za stvari, ki nikoli boljše, če se zasekiramo? In zakaj bi vzdrževali strahove, ki v bistvu so samo ena taka mrtva energija v nas in jo je treba obrniti iz minusa v plus. In zato povabimo v sebe to Božjo ljubezen, da se nas dotakne. Zato dovolimo, da energija božanske ljubezni v nas vstopi in nas od znotraj napolni. Da boste razumeli tudi to, da včasih, ko ste doživeli, da ste koga ljubili, on vas pa ni, da iz tega lahko tudi potegnete nekaj dobrega, in to je, da zdaj to ljubezen, ki ste jo čutili do nekoga drugega in je bila močna in je bila goreča, date sebi. Samo obrnite to ljubezen, ki je bila nekomu dana, in bi mogoče še dan danes čutili, jo še čutite do koga, ki vas je zavrnil, ki ni imel te ljubezni do vas, ne vas to več ne boli. Ampak vzemite to ljubezen nazaj in jo dajte sebi. In spet, veliko ljudi trpi zaradi tega, ker zelo ljubijo neko osebo, ona jih pa ne. In to so ene največjih notranjih ran. Ampak naredimo zdaj tako, da ni nobeden, ki ima do nas ignorantski odnos, te ljubezni vreden. Zato jo vzamemo nazaj in si jo dajmo v sebe, v srce. In vse,
kar vas je zaradi tega v nekem pomenu bolelo, ker niste bili sprejeti, ker niste bili ljubljeni, poglejte v smislu, bilo je tako, zdaj pa sebi vračam nazaj energijo, ljubezen, radost, ki sem jo v hrepenenju, da bi me kdorkoli od zunaj ljubil, dajal drugim ali drugemu. In povrnimo si to energijo nazaj, našo energijo, ki smo jo razdajali, ki smo jo največkrat dajali, ker smo si zelo, zelo želeli biti ljubljeni, dajmo si jo nazaj, vzamemo si nazaj in svojo rožico zalimo, da bo zacvetela. Ko se znajdemo na tej poti, da ne vemo kam, je včasih res smo brez nekega zemljevida, brez načrta. Včasih se počutimo čisto nebogljene, ker ne vemo, kam moramo priti, niti kam moramo iti. Ampak, če se čisto vsega, če se v takem stanju znajdete, se samo obrnite proti izvoru in prosite za vodstvo, ki bo od znotraj vas peljalo ven iz labirinta. Naj bo mir v vaših srcih in Božji blagoslov. Če pa boste začutili, da v teh svojih zgodbah rabite pomoč, vabljeni na duhovni zapis duha, na odklepanje duha, na čiščenje teh vsedlin, na osvobajanje esence in na zapis poslanstva. Mir z vami in lepo noč vam želim in naj bo v vašem srcu od zdaj naprej mesto za vas in za Boga. Lahko noč.